Tomo Orešnik, pred vami je začetek kvalifikacijskega ciklusa za Eurobasket 2015. V prvem kolu vas čaka obračun s Slovaško v Košicah. Za kakšno reprezentanco gre? Slovaška ima dolgo tradicijo v ženski košarki, tudi pred temi kvalifikacijami so sestavili kvalitetno reprezentanco. Večinoma igralk je izkušenih, igrajo v evroligaških klubih, večina za slovaškega evroligaša Good Angels iz Košic, tudi trener prihaja iz tega kluba. Malce pred začetkom kvalifikacij pa so naturalizirali tudi odlično Američanko Kristi Toliver, ki v letošnji sezoni nastopa tudi v Women NBA. V februarju je z igranjem košarke po dolgem času začela tudi zelo izkušena 34-letna Zuzana Žirkova. Tudi ona je močno orožje njihove reprezentance. Drugače pa gre za reprezentanco, ki je zelo močna pod košem, dobro so pokriti tako na poziciji krilnega centra kot centra. In tukaj bomo mogli biti zelo pozorni, da nam ne vsilijo svojega ritma igre. Tudi zadnji vikend so nastopali na edinem pripravljalnem turnirju tukaj v Košicah in prikazali kar prepričljivo igro, zmagali 3-krat proti Estoniji, Madžarski in pa proti Nemčiji. Omenili ste turnir v domačih Košicah. Kaj ste videli v njihovi igri na tem turnirju? Vse tekme so začeli izredno prepričljivo. Mislim, da moramo biti predvsem na začetku tekme izredno pozorni, da ne razvijajo svojega stila igre. So pa igrali veliko tudi na krilih Američanke Kristi Toliver, ki se je priključila ekipi. Prav ona jim je dajala nek tisti ton v igri, povezala dobro zunanjo pa notranjo linijo. Bila na koncu tudi MVP turnirja. Drugače so pa še enkrat več pokazali, da so zelo igrani, kajti kar velika večina njihovih igralk prihaja iz istega kluba, se pravi iz evroligaša Good Angels, prav tako trener. In tu imajo kar veliko prednost v igranosti. Tako da so pokazali velik nivo igranosti, tudi veliko število različne kombinatorike, menjavanja obramb, ampak mi mislim, da lahko najdemo neko protiorožje tudi za ta način njihove igre. V javnosti so se pojavile informacije, da Kristi Toliver odhaja nazaj v Women NBA, oziroma je tja že odšla, odigrala je že 2 tekme, ravno v nedeljo naj bi odigrala 3., torej naj proti Sloveniji ne bi nastopila. Kaj to pomeni potem za našo tekmo? Te informacije so se pojavile, dejansko se je Kristi Toliver vrnila v Ameriko, kjer naj bi odigrala 3 tekme v Women NBA. Ampak tako je, dokler v bistvu ne vidimo, da dejansko ne bo na tekmi, se moramo pripravljati tudi na igro z njo. Ona je sigurno velik faktor v njihovi igri. Tako kot sem že omenil, v bistvu igralka, ki daje ritem njihovi igri, zna povezati notranjo zunanjo linijo, hkrati pa tudi odlična strelka, zna prevzeti odgovornost v ključnih trenutkih. Vendar pa njihova reprezentanca ni samo Kristi Toliver, ona se je priključila šele pred časom, tako da tudi ostale igralke so kvalitetne in na eni strani je lahko to minus za njihovo igro, na drugi strani pa plus, ker tudi večina njihove reprezentance že nekaj časa igra v isti postavi, imajo izkušnje iz Evrolige, iz velikih tekmovanj, tako da bo zanimivo videti, kako bodo reagirali brez nje. Zaenkrat so veliko povedala o Kristi Toliver, pa nekaj o Zuzani Žirkovi, ampak njihova reprezentanca ima tudi druge posameznice. Kje so torej tista glavna orožja Slovaške? Glavno orožje Slovaške je sigurno igra pod košem. Njihovi centri so visoki, močni, na petici večino tekem začenja izkušena Jurčenkova, ki ima za sabo dobro sezono v Brnu, v evroligašu. V naslednji sezoni pa bo igrala v Nemčiji. Gre za igralko visoko 195 cm, zna odigrati s hrbtom, ni sicer nevarna z razdalje in je prva skakalka ekipe. Potem pa je nekaj igralk, ki lahko igrajo tako na poziciji 4 in 5. Tukaj je zame, ko rečem, manjše presenečenje Zofija Hruščakova,
ki je mlada igralka, stara 18-19 let in na tem turnirju se je zelo izkazala. Zna zrazeti iz pol razdalje, odlična skakalka, robustna, večinoma sicer igra na poziciji 4, zna pa odigrati tudi na petici. Potem je zelo taka atipična igralka Turbova, ki je sicer zelo močna, korpulentna, vendar z odličnim občutkom za igro, dobra strelka, tako za 3 kot za 2. In ker imamo mi nekaj deficita na teh pozicijah v višini in moči, bomo mogli biti tukaj zelo skoncentrirani. Potem pa tudi na krilnih pozicijah so njihove igralke visoke, recimo tudi Amondova, ki ni izrazita strelka z razdalje, vendar nevarna v skoku v napadu, visoka skoraj 190 cm, tako da imajo kar nekaj teh elementov, ne samo Kristi Toliver, ki pa je v bistvu ima to prednost, da je njihov glavni organizator igre, medtem ko imata Balintova in pa Brežanjova manj izkušenj in nekako vidim našo priložnost prav na zunanjih položajih, kjer bi v odsotnosti Toliverja mi morali prevzeti pobudo. Morda po tem, kar sva povedala, se Slovaška zdi manjši bav, pa vseeno tudi Slovenija ima svoje prednosti. Kaj bo torej po vašem mnenju ključ do uspeha na tej tekmi? Jaz mislim, da moramo forsirati svojo igro, to je naša hitra igra z veliko tranzicije proti napadov. Tukaj morajo naši branilci prevzeti odgovornost, dajati nek ton igri. Zelo pomemben bo začetek, kjer se ne smemo ustrašiti tega dobrega vzdušja, ki vlada na vseh tekmah slovaške reprezentance, velike številne publike. Tudi na teh turnirjih se je pokazalo, da Slovaška vedno skuša vsiliti svoj ritem igre. To moramo preprečiti, poskrbeti, da nas ne nadskačejo na začetku, da ne razvijajo svoje igre. Potem pa mislim, da bo lažje. Zelo pomembno je tudi, da se bomo znali prilagajati na njihovo menjavanje obramb, da bomo nekako znali razviti to našo igro z veliko pick and rolla, kjer moramo znati napadati njihove mogoče malo počasnejše igralke, jih čim prej spraviti v bonus, ker bo potem tudi v napadu lažje. Drugače pa pričakujem eno dinamično tekmo in mislim, da lahko z eno ekipno igro, z eno odgovorno igro, tako v obrambi kot v napadu, pripravimo presenečenje sredi Slovaške.